Živijo, to je podcast podrobnosti, epizoda številka 58 oziroma 9. edicija Weird zadev. Anže obljublja, da bojo tokrat še bolj weird kot ponovadi. Že zaradi tega so weird, ker si prvo rabo 10 minut, da si zrihto Mixler. No? Ja, sem je Mixler zabaval, ne jaz, tako da to unike to poslušajo itak pol naknadno ne vejo, ne. Danes smo tudi live, tako da bomo imeli chatroom. Upam, da bomo že spet kaj izvedeli v chatroomu, ne? Oziroma klepetalnici ali karkoli. Modrovalnica. To je pižama, mislim, da je napisal. Se mi zdi, da je ful dobra stvar. Ok, modrovalnica mi je pa kar všeč, ja. Povej za weird zadeve. Ja. Kaj ne povem za weird zadeve? Ali jih napovem? Ja, da so 9, ne? To vem, da si rekel. Si rekel 9 edicije, ja. Pižama kle, to mislim pa. Si pižama, si tu. Devo leti. Ok, imel sem na tiho, veš, naštima, zdaj imam ta mute knov, da ne bi slučajno kaj zmotil. Sorry, ker sem bil uvidevan. Ne, pač za tiste mogoče, ko ne veste, weird zadeve so pač, je pa taka posebna edicija podrobnosti, kjer jaz, Anže pa Pižamc malo prebrskamo internet, pa probamo najti res take weird zadeve, od katerih se je vredno malo pogovoriti, kjer reči, pa zdaj glede na to, da imamo to klepetalnico, tudi radi slišimo vaše komentarje in pa kakšne dodatke, pa hkrati tudi lepo pozdravljam vse, ki ste tu v klepetalnici oziroma modrovalnici, kot je rekel Pižama, in ste se nam priključili v živo snemanje te epizode. Tako da to, Anže, kaj noga? Pa nič ni noga, ne. Drugač, danes sem gledal finale pokala Špar, če to šteje. Po dolgem cajtu sem košarko gledal po TV-ju. Tako da, samo zaradi tega, ker sem poznal ful enega folka, ki je lastovka prišla v finale. Tako da, to je edina stvar, ki se mi je tako zdela omembe vredna. No, mogoče pa še poješ, da je zmagal. Karka jih je razstorila, kogar se le da. Tako da, ja. Tako da to. Ne, mislim, da je fulero dobro, ker je bil na koncu rezultat 66-33. A da nekaj? Ja, ne zabavam se. Ja, na koncu tekme. Sorry. Ampak da si pokalni zmagovalec pa proti ekipi, da že 33 pik, daš ti samo 66 pik. Pa ja, mislim, se je lahko to tudi nekaj pove o tvojem procentu meta ali taka, pa efektivnosti. Ne, se je bila weird tekma, samo meni je cool, ker sem res par ljudi poznal, tako, ki sem vsaj proti njim igral, pa tako je par folka igral, no. Tako da je bilo lušten gledati. Rekel, evo ti pizda, zdaj si dobil to banano, kot jo jaz nisem mogel. Ne, to so dosti boljši ljudje od mene, tako da verjamem. Tako da. Ja. V glavnem, povej, admin. Ne bomo preveč zavlečevali, ker ljudje že čakajo. Ja, vsi čakajo weird zadeve. Ne, škaj zdaj, ker so to weird zadeve, ena ekstra stvar pa adminu. Jaz sem, ko je bilo iz novo leto 2016, ne, takrat, ko sem imel dopusta, mal sem šel oznake dajati na vse poste od objave pač na aparatus.si, tako da če greste na aparatus.si/tag/weird pomišljaj zadeve, dobite spisek vseh weird zadev do zdaj, ne. Tako da to sem še za par stvari naredil, no, ampak glede na to, da so to weird zadeve, bom dal tudi link v zapiske, tako da tam lahko pol preklikate in vidite, kjere točne epizode so bile pač weird zadeve, ne. Tako da to, drugače smo pa na aparatus.si valjda, tam so podrobnosti so tudi na Twitterju, tam tvita naš sužen strokovnjak, na afna podrobnosti počrtaj si, ker je vikend, smo mu dali mleko, včeraj pa danes. Skisano? Ampak ne tako na to dober način skisano, pa kunaš, ki je alpsko mleko 2 meseca čez rok že. Ja. Unako stane v hladilniku, pa je to ne. Ja, pač sem videl, da so pač Anžek folk govori, da si slab mester. Da nisi v redu, da nisi prida. Pa to je poanta, ni to poanta. Seveda je. Zakaj bi pa gospodar mogel biti cool, ne? Če je služen človek. Sam povem, no. On je lastnina podcasta podrobnosti. Naj se sprijazni. To je vedno bil, ne? Ja, točno to. To, drugač pa, dajte nam tudi kakšno oceno v iTunesih, to vedno prav pride. Sicer pa ful hvala vsem, ki ste jih že dali. Lahko pa aparatus tudi podprete, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri oziroma na aparatus.si/salca, tam lahko nabavite salco, ni jih več dost, ampak obstajajo. Tako da to, a še kaj tazga, kar se admina tiče, sem da zgruntam. Ne, mislim, da je to. To bo to? Ja.
Okay. Zdaj pa reči, kar vedno rečeš, pa daj pol sekunde. Sem se globoko vdihnil, preden rečem. Sem to jaz naredil, nam je s tebe, čakaj. Nehi to dela. Moram jaz trikati, ko Bog ima to kapaciteto pljučno, veš, kaj je športnik. Zdaj je že kripi vse skup. Anže. Ja. Štarti zadevo. Torej, moram se zmeniti prvo, kdo bo štartoval prvi. Anže, jaz ti določam, to si ti. Upam, da imaš kako vir zadevo pripravljeno. Hvala, da imam. Preseneti nas. Jaz, če se le da, probam najti pač karkoli iz Severne Koreje, ker je to moja omiljena država. Zdaj sem že spet nek dokumentarc gledal, ki sem ga najdel na Netflixu. Anže, ja. Intervju ni dokumentarc. Pač gledal sem, ne bom rekel kaj, ampak zdaj sem najdel eno res fajn zadevo. Weird zadevo. V glavnem. Severna Koreja, pač, gremo temu reči, ni glih izvozno naravnano gospodarstvo. To si pač upam reči. Ni jim to jača stran. Ja, to ni glih njihov forte, ampak dejansko obstaja pa ena firma tam, pač en studio, ki pa napolno izvaža stvari. In ne zabavam, to je živa resnica. In kaj izvažajo? V bistvu izvažajo ogromne kipe. In kam jih izvažajo? Večinoma zdaj v Afriko. Zato, ker pač vsi te socialistični oziroma komunistični sistemi so delali te megalomanske, ogromne kipe in spomenike in ne vem kva. In zdaj, odkar je šlo v Rusiji vse pogobe, pa na Kitajskem so se malo mirili, v bistvu amben tega več zares ne dela, razen Severnokorejci. Tako da zdaj bom dal tudi v chatroom, bom dal lepo link do tega članka, je to en tak mini podcast, so posneli. Imaš dejansko nek studio, ki ima na Sudaje, art studio v Pjongjangu, ki dela kipe za Afričane. In ker rečem kipe za Afričane, dela tako največje kipe v zgodovini človeštva praktično. In ta glavni je tudi tukaj na sliki, ki je The African Renaissance Monument v Senegalu. Ga je dal pač, ne vem, kdo ga je dal narediti, vse, ampak ta zadeva je višja kot kip svobode. Pač to so res tako kipi z velikim K, in so jih naredili in jih baje tako po celi Afriki. Če rabaš ogromen pač nek kip in to valjda vsi te diktatorji, hočejo imeti. Nisi pravi diktator, če nimaš ogromnega kipa. Tako. Veš, kako se moraš sekirati, če si desničarski diktator in moraš pa pri komunistih naročati. To je ena, ta kip v Senegalu je malo problematičen, ker so ga dali narediti. Pa je pa pač ta bejba, ki je pač v kipu, ima pač pol prsi zunaj. Ta Daenerys iz druge knjige. Tako. In je malo to težava, ker Senegal je pa večinoma muslimanska država. Je tako malo awkward, da je njihov glavni kip, po bistvu napravda ženska. Problem se niti ne začne šele pri dojki, ampak že više. Že više, ja, ker je čisto odkrita. Pa niže, ker prej si rekel, da je to kip z velikim K, tako da se Ja, ampak je tako res. In imaš prav ene modele in delajo te ekipe, delajo te freske, potem mozaike iz takih kaj so semi-precious stones, ki jih drobijo, pa tako noro. Ampak je pa dosti smešen je pa to, ker pa od spodaj sta še dva primera, sta tudi omenjena v članku. Eden je kao v Mozambiku, kip za pozabljenega vojaka, ki kao je zelo podoben predsedniku Mozambika, ki ga je dal postaviti. Kao gre za Forgotten Soldierja, ampak tako faca je pa pač od drugega modela, ki ga je dal postaviti. Ta se mi je zdela, tista, ki je pa bolj tako res, tako, kar vidiš, da je to res Severna Koreja, je pa v Kinshasi, v DRC-ju, imaš kip predsednika, ki so ga, mislim, da tega so ubili. Ampak res gleda, kaj pač severnokorejski kip, sem glavo samo dal od tega modela, ker je oblečen tako, kot vsi v Severni Koreji.
Sploh je zanimivo, da te dva ta zadnja ekipa oba tako, pač te dva upodobljena človeka, tako folko kažeta svoj smrku na kazalcu. Lejte. Samo sta res, oba dva gor kažeta, ne? Ja. Prunmo, ne, senegalsko ima pa ta mal, ne, tako ga ima v naročju moški, ne, ima pa to E.T. Pozo. Phone home. Kaj, glede na to, da nisem nek umetnik, pa ne vem kaj, kar se tiče postavljanja ekipo, kako to oni dejansko izvozijo, mene zanima, ker to so masivni ekipi. A to misliš, da je v več delih, pa ga pol skupaj zvarijo, ali je to? Ja, to se tudi tam pogovarjata. In ta BBC-ov novinar, ne, ki je to malo spremljal, je v bistvu rekel, da je ful odvisno, ne, odvisno od velikosti, ampak da kakšne tam naredijo, pa kakšne dele prenesejo, pač ko miks je, ne, odvisno od potreb naročnika. Ja, ampak je res ful je, mislim, to so res ogromne. Jaz prvič sem videl te ekipe, ker sem to novico najdel, ne, sem si jo pol takoj med moje weird zadev bookmarke vrgel, ne. Ampak tako, bolano, to je res ogromen, pa sem šel googlat, sploh tega, no, pač ta African Renaissance Monument, če to daš recimo v Google, ne, je pač pa v Google Images, ki ti slike najde, tako dobiš, ki so ljudje zraven in to je res ogromna zadeva, tako pač zraven nekih na vrh hriba, tako, no, pa zdaj so štenge, pa tako za turiste je zdaj narejeno. In pa imaš tudi, recimo, čak se bom dal magar link zraven, ker recimo, ker so ga še gradili, ne, kako točno to zgleda, bom vrgel v chat, pa pol tudi med zapiske od oddaje. Od oddaje, tako. Tako da, drugače pa itak je tlele kolega Koroške ceste rekel, ne, da mogoče so oni tudi tega bravoškega Titana naredili v Igri prestolov. Ta bi bila lepa. Sam bi mogel biti oblečen v une severnokorejske plašče, to bi bilo valepsko. Pa, ki si prej omenjal, ne, tale Kip Svobode, ki so ga leta 82 obnavljali, so pa po nesreči glavo pol metra izven centra naštelali z prve. Ja? Ne vem, kako jim to ratalo, ampak pač za pol metra so zamaknili glavo, tako da so morali pol še rihtati nazaj. Wow. Jaz sem zanč v QI-u, ta zadnjemu se mi zdi. Ja. Sem videl pa enega modela, ki kao dela največji kip v Ameriki, ki hoče izklesati iz skale enega indijanskega poglavarja, ne? In ga sam dela, tako že 25 let kleše model. Sam. Tako en model je. A pa mu že kar ratalo narediti, mislim. Ja, tako malo se glava vidi, pa to. Ne, res, počas. Da ne oprej kinknu, preden bo on to. Vse tako kaže, da bo, ne. Ampak je, da model sam to dela, no, kar je dosti creepy v bistvu. In še ena taka zanimiva od kipov, ki sem jo najdel zelo na hitro, da je, to so tudi te QI bookce, knjigce, ki jih veselo uporabljam, da je na svetu več kipov levov kot dejanskih levov. A denihi. Kva? Ja, na svetu je več kipov levov kot dejanskih levov. Čeprav se to sam Anglija, po moje, za to poskrbi, ne. Ja. Pa še recimo Italija, tam okoli Beneške republike malo in... Pa je si kar set. Jih imamo. Čeprav to je kar depresivno, to je kar ful. Ja, to je ful depresiven podatek. Svoje, ja, wow, ok. Veš kaj je, to sem videl o tem, ko si omenil tega severnokorejskega umetnika, ko to izdeluje, da v bistvu je glavni predstavnik te, da rečem temu, firme za svet, je pa en Italijan, Pierluigi Collina. Cecchioni. Ja. In pač pravi, pač hvali to firmo, ampak zanimivo je pa, da sem se tudi prebral, da je studio je tudi naredil, ta umetniški studio, ker že je naredil Giant Embroidery for the Benetton Fashion Family. Ja. Pravi, ne samo za Afričane, ampak tudi zdaj prodirajo na zahod, veš. Ja, se kao posod, ampak načeloma kao za te največje projekte so Afričani. So pa Afričani. Ja, v Evropi na srečo trenutno še ni povprašanja po teh velikih diktatorskih kipih, čeprav pizda vprašanje časa. Ja, nismo več daleč. Ja, bo še narastel biznis, ja. Ja, nažalost. Ja. Še ena depresiven podatek, v bistvu. Ja. Lepo. Ja. Pa jaz nadaljujem. Gremo z eno, ki si omenil tega indijanskega poglavarja, ki ga reže in imam jaz tukaj da en podatek, sam da najdem ta prav zavihak zdaj. Mi bil pa tako zanimiv, ker sem ga najdel, Geronimo, sprav ta indijanski poglavar, znani, po katerem tudi so potem po filmu Geronimo, ki je bil posnet leta 1939,
so začeli ti ameriški padalci uporabljati sklik Geronimov, da pokažejo, da jih ni strah pri skoku iz letala. Ne? Ampak potem njegovo originalno ime, ki se napiše kot Gojatlaj, ne vem točno, kako je to izgovorjeno, če je dr. Marko, če bi bil tukaj z nami, bi nam verjetno vedel postreči. S tem, ampak kaj pomeni ime Geronimo, ne? Tisti, ki zeha. A ja, kao, da si tok blaze, ali kaj? Geronimo pomeni tisti, ki zeha, ne? Ampak potem šele vidiš, kako je pravzaprav, ko se oni vsi napaljeni derajo, Geronimo, da rečejo. A zdaj to je res? Ja, ne, to je res. Greš gledati prav Indians.org, imaš tudi Geronimo, ne, One Who Yawns in wow, vse. Zanimivo mi je bilo to, ne, pač razkorak med dejanskim pomenom, ne, samega imena, ki je itak nam kot negovorcem tega jezika zakrit, ne, se sploh ne vprašamo, kaj bi to pomenilo, in pa med tem dejanjem oziroma najbolj znano uporabo v naši kulturi tega. Ne. Ja, res je direkt kontra. Jaz sem edin tako razumel, kao mogoče, veš kaj, da je v bistvu, da si tok blaze, da ti ni panike skočiti, ne, ker je ti je tako zazeh. Mislim, da oni niso tega mislili takrat. In pa sem še malo brskal v imenih, zdaj ne vem, razen, če imate videl še kakšne te o domorodnih Američanih. To je ja, jaz imam eno. Jaz se spomnim ene ful dobre reklame za en ledeni čaj. Jaz pa za čips. Jaz se pa za čips, ja, breza. Čekaj, ni za ledeni čaj to? Ne, za čips je bil. Kako? Niso bile ameriške brusnice, come on. Ja, sam ti si bil pa meni se zdi pod v šoli noter. Ne, čips je šola, brusnice so pa Indijanc, come on. A ni bilo čak malo? Ne, 100%, to smo skoro ziharja. Daj ga bomo vprašali do naslednje. Kaj še ga bomo res vprašali? To je ono, ko ima ful težko mogo besedilo zapomniti, ko sem rekel Hauk. Tako. Ja. Temu to pač, čemu bi danes rekli kulturna apropriacija. Ampak misliš, da na YouTubeu ni tega? Skoraj ziharja. Grem jih pogooglati, dajte še je malo v imenih, ne, in pol pri imenih, ker smo ravno če smem biti, ne, tako kolonialistično pri rdečekošcih, ne, Karl Marx. Okay. Karl Marx je imel 4 hčerke in vsem 4 hčerkam je bilo ime Jenny. A zato, da ne bo... Ne vem, je to ta enakopravnost ali kaj je mislil s tem, ampak ja, vse, mislim, imele so pol še tudi druga imena, te bile so Jenny Caroline, Jenny Laura, Jenny Evelyn Frances, pa Jenny Julia Eleanor, ampak ja, na nek način je to brezrazredno družbo, ne, kjer so si vsi enaki, očitno hotel furati tudi v svoji družini. Wow, tako lepa, da mislim, pa 5 hčerk. 4, pardon. 4. Je pa zanimivo, da fantom sinovom je bilo pa ime Edgar pa Henry, ne, da ni še tle Jenny zraven, da, ampak one so bile... seksist. One, če bi naredili komad, bi verjetno naredili Jenny from the Eastern Bloc. Hvala, ker sem naredil naslov. Ne bomo dali angleškega, mora da nekaj slovenskega. Ja. Ne najdem reklame. Ne. Okay. Mislim, ne, mogoče, če bi ti... Rekar, daj ti pogooglej. Ja, Rekar, ti si naš... Lando najde reklamo, kjer je Primož Brezec. Indijanc. Katero reklamo in je Indijanc oblečen in reklame reče Hauk, najda noter v chat, pa bomo dali link. Ja. Tako. Okay. Kdo je zdaj? Ti? Jaz sem zdaj. Okay. Yes. Film Matrica poznate vsi verjetno, ne? Oziroma Matrix. Ne? Ja. A ne je bilo dobro, da bi lahko tudi mi zloadali tako filmu pač znanje oziroma spretnosti v svoje možgane in s tem normalno potem tudi mi lahko to počeli. Zdaj, ali je to recimo igranje klavirja, ali je to, ne vem, kung fu, ali je to vožnja motorja, ali je to karkoli že, ne. Mogoče pa to ni tako daleč od realnosti, ker v bistvu so se na Bostonski univerzi povezali skupaj z japonskim ATR Computational Neuroscience laboratorijem, kjer so začeli delati na eni stvari, in sicer, da bi preko magnetne resonance in preko živčevja vplivali na možgane in bi s tem lahko v bistvu nekako prenesli znanje oziroma vnaprej posnete vzorce na možgane.
Preko, ne znam točno slovenščini, kaj je visual cortex, pač v očesu. Vizualni korteks. Ja, tako, ne, to je v očesu. Preko tega bi lahko pač spremenil vzorce aktivnosti, se pravi v bistvu, da bi ti lahko na tak način, jaz se ne spoznam na celo znanost za tem, ampak da bi lahko na tak način ti vplival na človeka, da bi on lahko brez da nekaj počne, vse to naučil. Začeli so zdaj sicer zelo z enostavnimi primeri, da so v bistvu probali pač preko te vizualnega korteksa ljudi učiti, v narekovajih učiti o določenih likih, ki jih sami prej niso prepoznali, bolj zakompliciranih likih, pa so po tem sessionu v bistvu oni jih prepoznali. Zanimivo je, da v bistvu tisti pacienti niso vedeli sploh, kaj jih učijo, ampak so samo po tistem sessionu potem prepoznali določene stvari, ki jih pač prej skozi tiste, ko so hodili, niso. Zdaj pa pač znanstveniki trdijo, da okoliko bi se ta tehnologija razvila naprej, bi se lahko v prihodnosti prišli tako daleč, da bi se lahko dejansko naučili na tak način igranje klavirja ali pa ne vem, kung fuja ali pa česarkoli, brez da bi v bistvu prepotil eno kapljo švica. Se mi to zdi zelo zanimivo za prihodnost, da v bistvu se preklopiš na neko mašino, si zelo daš nekaj in potem drugi dan znaš, ne vem, plezati gor po plezalni steni. Čeprav jaz sem malo skeptičen, glede na to, da ljudje že koliko časa, da je opornič, pa se ne naučijo dosti iz tega. Ja, no, ampak sorry, moje podvprašanje je bilo za vaju dva. Kaj bi si videl, kaj je bila prva stvar, če bi videl lahko imela, da je bila ta tehnologija dostopna in je bilo vprašanje, da se lahko eno stvar na tak način naučiš, kaj bi to bilo? Samo eno stvar. Recimo eno, da eno zbereš. Jaz bi se naučil upravljati mešalko, da bi Anžetu pomagal. Ok, tušej. Da bi se kaj en skill, ki bi ga rad imel. Ja, en skill, veš, tu je pač omenjeno, zdaj prav oni so omenili v tem članku, čak se bom dal članek zraven noter v klepetalnico, so prav omenili, se pravi, igranje klavirja, pa recimo kung fu, se pravi, take stvari, ki v bistvu, jaz sem prej mogoče malo narobe rekel, da lahko plezalno steno preplezaš, ker s tem je povezan tudi recimo moč telesa, ki imaš, ampak recimo en tak skill, za katerega ne rabiš biti fizično, ne vem, koliko zdaj pripravljen, da to lahko praviš, a veš, kaj mislim? Ja, valjda. Hvala, ja, ker misliš name. Ne, jaz ne vem, jaz bi mogoče edin, jaz bi si res zbral bi si en zajeban inštrument. Glasbeni inštrument misliš? Ja, tako neko violino. Klavičembalo. Ne, violino ali pa neki gremo reči težkega, ampak se so v bistvu vsi težki. Ampak tako, da bi ga res propal znal, recimo, špilati. Ker ne vem, ker me to v bistvu nikoli ni pretegnilo, ampak če bi pa lahko tako pobližnci prišel do tega, bi me pa mogoče zelo zanimalo. Sam da bi videl, a je to, kakšen je feeling, če res znaš kaj špilati. Ker res od unga trikotnika iz vrtca in osnovne šole. Triangel, Anžet, triangel. Kle se spet kaže moje brezmejno znanje. To si igral. Že je bil zelo vesel, kao končen enkrat ne bom rekel tujke. Ja, tako, jaz sem bil ali na trikotniku, oziroma trianglu, se vračujem, ali pa na palčkah. Palčke so bile tudi vedno kul. Jaz sem tudi smeril vrtce na palčkah, ampak Bobby. Jaz bi to mogoče, kaj je Bog je rekel, da bi lahko z magnetno resonanco vplivali na možgane. Tako so začasno, ko zdaj že z bioresonanco vplivajo na možgane, folka tako, da denar skozi okno meče. To je bil pa satira, je bila to že spet, pa to je noro, že smo čisto aktualni, to je hilarično. Hilarično, tako je, že uporabljajte lepe slovenske besede. Trudim se. Ostani Trnovčan do kraja. Ostani Trnovčan do Kranja. Trnovo do Kranja, to je to. A sem jaz že spet? Nisem povedal, kaj bi jaz raznal. A ja, sorry, povej. Ne, pa mislim, prav nisem vnaprej študiral, kaj bi, ampak če bi izbral nekaj, kaj bi razbral, da bi skejtat znal. Dobro. Ja, pa se jih hotel reči, ful dobro, to je. Ja, ful dobro, veš, ti da znaš ne trike, pa da znaš, ne vem, po rampi se spuščati, pa ne vem, te olije, pa te fore, to bi bilo. Jaz ne vem, tudi če bi se to naučil, še zmeraj imaš 2-4 star. Mislim, da, veš, ne vem, na eni točki te fizika prizemlji, tako. Jaz dvomim, da je ful enih skaterjev, ki so tako veliki, ki so mi dva, recimo. Jaz bi ful rad. Pa da ga harajo,
Tako. Če kdo pozna kakega ful dobrega učitelja skaterja, ne me kontaktira. Evo, da zaključimo to mlek, ne, je pa upravil to domačo nalogo zdaj z reklamo in ledeni čaji so bili tudi Indijanci, ampak ni bilo breze not. Breza je jedel čips. Okay. Tako da to je to, malo z brezo nekaj skupnega. Jedla sva čips na kameri. To so te stične točke, se temu reče. Ja, lepo. Okay. Moja naslednja je pa. Če smo že pri čipsu, edini pravi čips se mi zdi edini dober je Pringles. A je še kjer drugi, ko je dober? Fuj! A res, ali kaj? Pringles. Ne moreš Pringles. Ti sploh ne veš, kaj si zdaj začel stati. Čak, zdaj pa nič ni jasno. Krompirjeva kaša stisne na skrb zato, da zgleda lepo. Ja, to dobri so te lepo ročno pečeni. Mi smo rasli gor s temi socialističnimi čipsi, poke so Pringles prišli, pa te neki fali to, kako hudo, vsi so enakomerni. Zdaj, če si OCD-ovc, imaš mogoče nek razlog zakaj bi to, ampak njega, če se lepo tak hand-cooked chips, kakšni britanski, te butični, Tyrell so recimo ful dobri, ki se jih da tudi občasno v Sloveniji dobiti in recimo tako s kakšnim črnim poprom pa soljo ali pa recimo z cider, se pravi s tem kisom iz jabolčnika pa kakšne take. To je pa lepo, te nepravilnosti, lepo, da res čutiš teksturo krompirja, ne pa v neko smiče, ki se ti, ker vse en čep si gres v usta na Madonna, sem još info, krompir zraven. Jaz sem glede tega, kar malo tak pikolovski. Isto recimo pri kečapu, za mene edino Heinz kečap mi te pravi, vse drugo mi je Pa dobro, Heinz kečap je v redu. Je v redu, to je res v redu. Sam pač čips, jaz pa tako rekel, jaz se strinjam s pižamcem, v bistvu, ampak že kar se pa te procesirane hrane tiče, imam pa raj Pringles, karkoli drugega na to foro narejenega. A veš, tako čip, zelo pocen tak čips, ki ga kar tako kupaš, kjer niso vsi enakomerni in je dejansko naseckan, mi je v bistvu slabši ka Pringles, če greš pa na te kao mal, da si drznem reči gurmanske, Gurmanske, Ja, je pa veliko boljš, to je pa res. Ampak tako od ta slabe hrane, mislim, od ta slabega čipsa je pa Pringles meni najjači. Definitivno, okay. ja. To, se pravi, od slabih najboljši. Tako. Najvišji pritlikavec. Jerkovnik je že rekel to, da so imeli Mitch Hedberg, da so Pringlesi začeli, ker so po nesreči dobili tovarno čipsa paket škatel za teniške žogce. Ja, neki takega je bil joke. Ne, kako je bil joke? They wanted to make tennis balls, and then a load of potatoes showed up. And they said, fuck it, slice them up, ali nekaj takega. Tako da ja, ti se eden boljših jokov od Hedberga. A sem jaz zdaj, No, od slabe hrane še k slabši, Ja? Jaz sem to vedno bral, pač, da je v McDonald'su, da je zdaj bo Rekočevič, če bo slučajno, da je to slišal. Že spet pogovori. Ampak da je solata ima tudi full kalorija, da ni zdaj tako, da kao v McDonald'su solato ješ in si na full na boljšem, ker resmo če pa lahko vanem, zakaj? A to zaradi prelivov slučajno? No, glih to. In jaz sem zmeraj mislil, da je to glih zaradi tega. Zmeraj od koga, okay, to make sense. Pač solata je ok, ja. pa v bistvu ti preliv naredi preseže kalorij, ki pol solato. Preliv ti naredi stranje. Tako, ja, v bistvu, ja. Ampak očitno to ni res, ker so zdaj eni gledali v Kanadi, imajo oni neko Keep Calm Caesar on salad, ki je iz zelene, pa baby kale. Kaj je kale po slovenski, pižanski? Kale je neka vrsta tega ohrota. Zelena je kale. Ne. Kale nisem, da je nekaj drugega. Kale je ta hipsterski ohrot. No, ok. In pa piščanc je gor, in potem kao dressing, in piše, da je kao 730 kalorij, which doesn't include the dressing. To se pravi, brez dressinga je 730 kalorij, podajo pa kle za primerjavo, da double Big Mac, to se pravi ne navaden Big Mac, double Big Mac, ima pa 680 kalorij. Sploh kakšen drugač. Ne, hoče to reči, da pač 680 ima double Big Mac, 730 ima ta solata brez dressinga. Podaš pa še dressing, Če koliko si rekel, da ima Big Mac? 680. Pa boljši Big Mac, bolj zdrav priježdel. Double Big Mac. Ja, in to double Big Mac, ja.
Tako, to me, veš, jaz sem isto, to, kar sem rekel, Bog, jaz sem zmerno to tako, ok, ja, cool, ne, solata pa preliv vse v nič, ne, recimo. Kako je to možno? Mislim, ni jasno, če pa zelenjava noter, se pa ti ne piščan z nekim seasoningom, pa ne vem kva, veš. Se nabere, Ja, se nabere, ne, in je pač tako, res je malo, to je noro, no. Veš, pri Big Macu saj veš, da sranje ješ. Imaš kak link za to? Ja, čak, se je res. Ravno kar je Savič nam dal, Nutrition Facts in te disa neki. Čak, da najdem. Evo ga, bomo dali takole noter. Ja, drugače pa po moje je sol, kar zmaga. A ja, pa Rekar prav, da je listnati ohrovt kejl. Ja, ker on ve, glede na kavo, ki jo Rekar pije, on mora vedeti, da je kejl v slovenščini. Kejl kot taki pa je ful zdrav, no, pa ful tak nutritious, tako reče. Ja, če imaš brado, ti še bolj pomaga. To sem jaz slišal, ker to hipsteri jejo, tako da. Ja, mislim, sem že probal parkrat v smoothie oziroma šejku, pa je okej. Joe Rogan je vsak dan zjutraj cel kale shake si naredi. Ja, lej, se to je ta paleodoktrina. Ja, da noter kale shake, pa ne vem, pa kako se reče ginger že po slovensko? Ingver, pa ne vem kaj še vse, pa nekaj hruško da not, pa kumarco si zreže, pa pol to kao. To je ta kale shake, ja, to je kao ful neki, tako sam rekel, nekaj je to paleo, kaj je to, ne vem. A to vsi furejo, to je tako, kao kale je ta zelenjava, ki pride pa prefuka brokoli, pa cvetača. Kao najbolj tam zelenjava. Tako da, dobro, jaz bi sam povedal, da Rekar je vrnil pižamcu, ki je napisal pižama gre disati hipsterje 5 minut zatem, ko razlaga o botičnem angleškem čipsu. Jaz bom sam rekel, jaz se lahko delam norce z njih, ker tako kot se lahko delam tudi norce iz debelih ljudi. Zaradi tega. To je dosti dober point. Ne? Ja, jaz delam norce za vsega, tudi stvari, v katere sem vključen. Ampak Savič ti pa med tem razlaga, koliko ima solata v resnici ful manj. Ja, ne vem, tam je pisali, ti smo mene ful presenetili, prav ekstra so napisali, da je pač without the dressing, zato sem jaz del pač. Je pa res, da pač, če greš v McDonald's, pa si solato naročiš, nekaj narobe stavo. Ja, ne, a veš, še me to fora, mislim, to je bila čista marketing fora, kao tudi mi smo, a veš, tudi mi imamo zdravo hrano, oziroma tudi pri nas se lahko naješ na zdrav način, samo v bistvu, tako si sam zdaj rekel, pač priješ domov lih tek nezdravo, ko se nabašeš tega. To je bil zdaj ta nek profesor, ki je nekako 3 mesece jedel v McDonald'su, pa je izkušal, pač zato, ker je pazil, glede na koliko je kalorij vnašal v telo. Ja. Ne. Je pa drugačno, kar že vsi prepoznamo, ko so v Kuvajtu odprli prvi drive-thru, McDonald's je bila kolona dolga tam 11-12 km. Tako da niso samo 12 km, tako da niso samo Rusi taki, ne, pa Slovenci, pa to je spet ne, zdaj QI citiram, da več ljudi na svetu kot simbol prepozna McDonald'sov ta dvojni obok kot pa krščanski križ. Da je nekaj, no. Ja, valjda, se to je logično, zato ker oni so tudi v zelo non-Christian countries, ne. Že če si v Indiji je dost, ne. Ker je pač Indijcev tok, ne. In ko pravi Savič, da je ful odvisno telesa štet kalorije, bullshit, da je jasno, da so razlike med kalorijami, ampak vseeno pisa, če ti fugneš v enemu obisku McDonald'sa 4000 kalorij vase ali pa 1000, bo razlika vidna. Ja, to si skoraj bom rekel. Razlika je. Ja, mislim, da razlika, veš, jasno, pa lahko zdaj začnemo z hrano, kakšen kemični indeks ima, pa ne, koliko hitro potem postaneš lačen, pa te zadeve. No, dobro, je pa treba reči, da mislim, da to je bila premisa unga Super Size Me filma, ne? Ja. Vredno ogleda, mi grede tek. Mislim, meni je bil tak zabaven po svoje. No? Ja, pa imaš pa še Super High Me. Ja, kaj je že tako? Ga prebija en mesec. Ja, okay. Doug Benson. Ja. Nisem gledal. Ja, ampak tako na žogico pa to vse, ne sparo se, oni ne dela teh plebejskih jointov. Ja, tako. To je on je Suicide Squad, ali kva so oni, te od Drogana, ta Doug Benson. Ja, vem, ne, oni so, škaj so oni, ne Suicide Squad, ampak Death Squad. Ja, Suicide Squad to je od DC. Suicide Squad so te zdaj. Ja, DC, Will Smith pa to. Kdo je zdaj? Pižamc. Jaz sem, moram pa jaz, pa pejmo, ne, naprej gremo v lepo Tasmansko morje, kjer stoji neka 600 metrov visoka skala, ki jo bom jaz zdaj najdel in jo bom dal tudi tele slikico, ki se ji reče, mislim, da je Balova piramida.
V glavnem, zelo tak mini skala, ne? Neka čer, ki se dviga zelo visoko iz morja, zgleda tako podobno, kot bi, spet, če smo pri Igri prestolov, tam železni otoki, v konc bi jo dal. Bowlova piramida je ustalina nekega vulkana in je postregla pred časom z zelo posebnim biološkim presenečenjem. Namreč slabih 20 km stran leži otok Lord Howe Island, kamor so leta, ko so uleteli Evropejci, pa je malo gledali, so odkrili, da imajo tam neke luštne paličnjake, velike kot dlan, 12 cm paličnjake, mastne, ki se jim pravijo tudi drevesni jastok. In bi bil kot najtežji insekt, ki ne zna letati. Drevesni jastok. Ja, lej, pač se vidiš, veš, to mogoče ti tem kolegom lahko svetuješ, ne? Da je to za sladico, pa ali po uni moki, ne, iz hroščev. In dejansko so jih lokalni ribiči uporabljali za to, da so lovili ribe. No in potem je leta 1918 prišla neka ladja, ki je prenašala živež, pa to britanska, in so se tam nasedali in so jih evakuirali in so z njimi prišle tudi podgane. In ko so podgane prišle, so rekli, tole je pa slastno in veliko in glej, koliko kalorij v enem samem obroku. Ne? In so se mastile in čez 2 leti nobenega tega paličnjaka, tam mastnega, ni bilo nikjer več najti. In so jih potem že imeli za iztrebljene, kot da jih ni. Pa so pa prišle neke novice, da je na tej Bowlovi piramidi, da so opazili neke te hitinjače njihove, ampak da so izgledali tako, da so pred kratkim šele umrli tam v 60 letih. In potem se pa zgodba nadaljuje leta 2001, ko sta pa se dva znanstvenika avstralska odločila, da bosta pa šla malo bližje pogledati in sta prišla s čovnom tja in gor in sta jih dejansko najdla. Aha, pol niso sta neke kakce, najdla, ne, in ampak to na sosednjem otoku so ostali tam pod enim samim grmičevjem, pod eno zaplato grmičevja in sta jih našla 24. Takar sta odveslala stran, si rekla, ok, zdaj kaj bomo delala, ne, kaj z njimi, kako bi jih rešili, in prijeta čez nekaj časa nazaj in je bil plas na tistem otoku. Ampak na srečo, ker to ni hollywoodski film, se z njimi ni zgodilo nič. Ker ni Martin tega pisal. Ne? In potem so 4 te paličnjake odpeljali v Avstralijo k nekemu mojstru, tipu, ko se prav ukvarja v melbournskem živalskem vrtu, Patrick Honan, in da jih je on zdaj pač malo že sparil med sabo. Tem prvem 2 sta umrla, od 4 2 sta pa preživela in sta jim dali ime Adam in Eva in so zdaj naredili nove, tako da jih imajo že tako nekaj čez 11,000 jajc, pa to v glavnem in v ujetništvu jih že 700 živi, tako da pa mislim, da so jih pa tudi že nekaj nazaj začeli v naravo spuščati. Okay. Ampak zanimivo je recimo te skale oziroma te otoka, se mi zdi, da je bil Photoshop, mislim, to je resna slika. Kaj? Ja, to je resna, to so pač ostanki vulkana. Ful zanimivo. No? Bomo dali link zraven, ampak ful zanimiva skala, v bistvu sred morja, taka visoka skala, v bistvu. Nekaj tazga, kar bi še Slovenc šel gor plezat, ne? Ja, pa iz kakih Game of Thrones tam tak, se mi zdi tak od zadnji, oziroma taka pokrajina za snemanje filma. No. To še niso snemali, neč. Se mi zdi prav idealno za to. Tam bi lahko. Glavno, to je to, kar se tiče mene pa velikih živali. No, zdaj, ko si omenil pa velike živali, bi pa jaz zravno omenil še, oziroma omenil pač povedal svojo vir zadevo, ki snima v bistvu za rezervo, ampak sem rekel, bom kar zdaj rekel zravno, pa v bistvu, da so na Japonskem posneli redkega orjaškega lignja. A ste to mogoče opazili? Mislim, in to so pa ugotovili, da je ti bil že zvezda full enih hentai risank. Ne, v bistvu so skoraj 4 metre dolgo morsko to žival, pošast, v bistvu je prišla čist blizu v eno pristanišče na Japonskem, kjer so tudi posneli. Mislim, fora je, da ga je zelo, zelo težko, v bistvu, da ve se, da obstajajo te orjaški lignji, ampak jih je zelo težko oziroma dobiti pač, oziroma posnetni, videti v živo, ne? Ker ponavadi živijo na odprtem morju, pa zelo globoko, se pravi v velikih globinah.
Zanimivo se mi zdi to, da v bistvu ta 4-metrski sploh ni bil v bistvu največji, v bistvu zrašče je tudi nekje tam do 13 metrov veliki, ne? Kar se mi zdi pa, da je ogromno, veš, za lignja. Čakaj, imaš ti, a je fotka tega, ki je? Ja, se je bilo na... Mislim, da je filmček prav, ne? Mene bolj zanima, jaz se spomnim, ko sem kot mulj zbral teh orjaških lignjih in so zmeri rekli, pač ne, ko so to veliki, da oči imajo velike, kot je LP plošča. Kako bojo zdaj to mulcem razlagali? Ker pač, čakaj pa je res primerljivo, recimo, ponev. Velika ponev, ja. Ponev za kakšne mlahave palačinke. Ja, za mehke mlahave palačinke. Link sem dal gor v chat, no. A se vidi? Ja, se je. Wow. Nas objavljeno, ja. Ampak hočem povedati, da ta video je bil pač, kaže lignje, ki je 4-metrski, so pa tudi do 13 metrov zase, ne, in nisem vedel, da obstajajo toliko lignji, mislim, da so taki komadi, da je to taka morska pošast, no. Mislim, da se zdi 30 metrov, če greš zdaj ven na cesto, pa nariš 13 korakov, to je orenk dolgo, no, sploh tiste lovke, pa to, koliko imajo, ne. Jaz ne vem, koliko so pa oni, koliko so dejansko, ne pišejo, koliko so pa dejansko nevarni za človeka, ne vem, koliko je to, a veš. Se ne pridajo glih v stik z njim, ne? Ja, sej, no, ampak če bi, ne, a veš, ker se veš, 100 ljudi 100 čudi, ne, če bi kjer videl, bi šel zihar na vodo. Čeprav tu piše, da je šel eden v tem pristanišču plavati za njim, pa da sta se malo dotikala, oziroma se je ubil, ja, malo smešno se sliši. Za Japonce ne. Ubil je svoje te lovke, kako že okoli njega je ubil, pa ga pa spustil tega potapljača, ampak 4 metre je, neko mat, ampak 13 metrov pismo, to pa je, ne. No, pa ne, jaz sem hotel reči, da to pač dejansko ne bi bili na te orjaški lignji tudi potem razlog za te vse neke legende o morskih kačah, ki so jih mornari videvali na odprtih morjih. Ker če gledaš tiste stare posnetke, te slike oziroma knjige, oziroma iz tistih, ne vem, 1500, 1600, tistega let, ko so bila ta velika odkritja pa spoznavanje te ladijske ekspedicije, ko so bile. Se spomnim tistih slik, ko so z vode ven tako gromozanski ligen sega, pa hoče ladjo not potegniti pa vse to, ne. In to, a veš, včasih se mi zdi to zanimivo, zdaj nekdo ga recimo vidi enega takega lignja orjaškega, se ga posname in na netu mi čez en dan zvemo, pa ne. Včasih je bilo pa to čisto drugače, ker je bilo neko pripovedovanje, pa ti si enemu povedal, on je povedal naprej, en 10 je potem to narisal, spravil na neko knjigo. Si lahko sam predstavljaš, kako so ljudje to dojemali, a veš, tam nekje v Pacifiku, to je tak ligen, ne vem, 10-metrska pošast, ki lahko zajame ladjo s svojimi lovkami, ne. Ja, ne, to itak, jaz sem totalno tripam na te stare zemljevide in sploh te morske pošasti, ki so jih povsod risali in kako so oni dali domišljijo na plan, čeprav to je vse nekaj, kar bi Plini mlajši verjel, da res obstaja. Ja, drugač pa Klemen v modrovalnici pravi, da so taki lignji precej agresivni in da pač te ta veliki celo kite napadajo. Pa gremo reči, ker je v naši modrovalnici, da je to vse preverjena informacija. Ker je citat, ker je narekovan na koncu, tako da možno celo odkje to skupira. Ali pa sam ga sebe citiral, ker je doktor, a veš. Tako da ja, nikoli ne veš. Ampak 13 metrov je res velik, in sem to rekel. To se mi res zdi ful. A veš, tako mogoče to zdi številka, ampak jaz si mislim, dejansko, če greš 13 korakov narediti, to je orenk, no. Ja. To se mi zdi tako fascinantno, veš, pa dodaš tam to maso, pa te lovke, pa vse to. Zdaj, ko smo v hrane govorili, koliko cajta bi ga kaj jedel pismo? Sam en liganč, enega bi sam. To je 19 jih daš drugega za drugega, pa jih prevc preskoč. Ne, en je tudi rekel v modrovalnici, ker uporablja to besedo, da teh ne moreš s pršutom fila, da ne moreš celega vdojka not. Kar je dost res. Kar je dost reč. Hvala, Anže, ker si sprejel to mojo besedo. Ja, modrovalnica bo. A ni, ne, ljudje modrujejo not. Ja, itak, ja. To je vrhunsko ime. Ja. Tako da, ta z vdojkom se mi zdi ful posrečena. No. A sem jaz zdaj, kdo je? Ti si, ja. Čakaj, imam še ta link, da bom kar tako. To je pa to, kar sem jaz, mislim, da takoj, ko sem videl, sem vam dal že v WhatsApp, ne. Tako da ta zgodba je pa res balana. Ta ženska, ki jo je mož dal ubiti, so jo
To si mi pa zadnjič sam nekaj omenil, pa si rekel, da imaš nekaj specialnega pripravljeno, pa si mi en stavek o tem povedal, pa se neko kome čaka, da slišim. Ja, ful je dober. Ona je živela v Melbourneu z možom, ne, in je šla do brata v Afriko in je mož jo naročil enim, da ne jo ubijajo, ne. In so v bistvu te so jo ugrabili, so jo, ne, pa so pa v bistvu rekli, mi pa ne ubijamo glih žensk, pa otrok, ne. In so sam počakali, da jim je model plačal, potem so jo pa spustili in je ona klicala svojega župnika, je klicala nazaj v Melbourne, da je pomagal plačati letalsko karto, da je lahko nazaj prišla in je modelka dejansko uletela nazaj na svoj pogreb, kjer je mož brutalno jokal in govoril, kako me je lahko zapustila z otroci, kaj bom sedaj, ne. Model je čisto boleval, ne. Ampak ja, ona se je tam kar pojavila na pogrebu in model ni vedel, kaj, mislim tako, kot da ona reče, da bi videl duha, ne, ki se mu je pojavila. Kar je epsko. To se mi zdi... Tu je pa zdaj na tem linku, ko si ti dal zraven video, a ne? To samo mogoče reportaža? Ali ne, reportaža. Ne, žal ni videa s pogreba. Mislim, da mogoče ona še kjerga naštimala, da je še snemo zraven. Ja, tej ženski bi mogli enega GoPro-ja kupiti naprej na pogreb. Imela ga na glavi, ali pa selfie stick. Ta selfie stick je še bolj, ja. Danes sem videl, oziroma včeraj sem videl, sem tudi tweetnul, ko sem jih pri selfie sticku, 2 modela sem videl, mislim, 2 različna modela v roku 1 ure sem videl. En je bil, jaz ne vem, smo res te dolče prišli, pa mogoče lahko folk, tisti mogoče, ki ste kakšni joggeri, pa če ste mogoče teko malo več po parkih, pa to laufate. A je normalno, da ti tečeš po parku, oblečen v, ne vem, športno, kratke hlače, majica, copate gor, greš trenirati, pa hkrati držiš selfie stick, pa sebe snimaš, ko laufaš. Ni normalno, zato ker ti aplikacija slab šteje korake, pa razdaljo, kot če bi imel v žepu. A veš, mislim, to je bilo pravno, da lahko model, če greš laufati, pa tudi ful je bilo folka v parku, pa to veš, pa tek med vsemi note, da se tega se vidi, pa najhujše je imel faco, to je kao resna faca, kao ono. A veš, kaj si ti videl? Jaz vem, kaj si videl ti. Kaj? Ti si videl enega tazga Instagram blogerja, ne? Ja, enega od teh, ki potem prodaja Herbalife. Si samo enega od teh modelov si videl. Možno, ker ni mi izgledal nek profi. Izgledal mi kot ten človek, ki ne vem, normalno, čez teden dela, čez vikend zgre pa malo zlaufati. A veš, kaj mislim? Ampak uno prav. No, in jaz lih to omenim, pa če rečem, Anki rečem, mislim, smejala se neko pismo, kam smo prišli, ne, to se smimo. In 1 uro zatem se vozimo v avtu in na enem rondoju en model leti iz sredine rondoja, večji rondo, čez cesto, čez 3 pasovnico rondoja, z selfie stickom pa se snema, en avto ga je skoraj zgazil. Mislim, pravno, ko sem rekel, v roku 1 ure sem videl 2, tak sem rekel, kam smo prišli, da zdaj ljudje sebe snemajo, kako laufajo čez cesto. Mislim, da je čist se spozabil, da je na cesti in je dejansko manjkalo 1 meter, 2 metra, mislim, v avto se je mogel dejansko na full ustaviti, da ga ni butno, ker je on sebe snemal, ko je tekel čez cesto. A veš? Meni najbolj bila pol una fotka ene ženske, to mislim, da smo enkrat že povedali, no, ampak tako, ki je iz leta, ne vem, zdaj na pamet rekom, tako iz leta 2009, ena ženska na nekemu tako spomeniku zgleda, da je bila v Egiptu ali ne vem, kje so sen z selfie stickom, ne. In je bila že takrat tako malo na internetu, malo znana, le kaj ta ženska dela, ne. Pa tako zdaj, ki so pa selfie sticki ratali a thing, ne. So pa si rekli, da bi mogli v bistvu mad props dati, ne, ker je bila... No, tudi lahko rečemo Luka Koper, ne? Ja, to pa itak, to je pa res, ne, mi imamo pa itak. Jonas je pri nas haral že dolgo nazaj, ne, z različico selfie sticka, ne. Že sam jaz ne razumem, jaz ne morem tega štekati. Kokor se potrudim... Ti tega ne moreš štekati, zato ker imaš dolge roke. Res je. Ne, mislim, ne... Ok, razumem šalo, ampak lej, hoče povedati, da jaz raje dam tujcu, če sem že nekje z komerkoli z mano, mislim, sam sebe ponovno nimam neke želje slikati, kako že, ampak če sem že z nekom, pa da je zadnji, ne vem, nek most, pa neka cirkev, pa neki sončni zahod, raje dam nekomu, ki gre mimo, pa rečem, sorry, a me lahko, ali pa najo lahko, ali pa nas lahko slikaš. Čem je fora, da se moraš roko stegniti, pa da je spade pol čez 70 pa 80% slike, sem tvoja faca,
pa zadnji 20% tistega, kar je v zadju. Mislim, ne štekam, no. Ne morem tega razumeti. Prašen že, on to zmeri dela, ko smo v avtu. A delaš selfie, ti je že full. Konstantno. Vsaka najna vožnja je ovekovečena vsaj na 10 Instagram slikah. To je res. In pa zmeram loser sprašuje, kaj švercava. Zgleda pa res tough, ko sta videl avto noter skupaj. Ravno kar je Medo rekel, ne, pač, da Boki ne čudenga, da tebe ni strah, da telefona drugmu ne te fotka, ne, ker ti tak nam ben ukradel Blackberry. Ne, najbolj, ko Boki reče, razumem šalo. Haha. Ne, Jure 263, upam, da to ni njegova starost, je dal tudi nekaj, da bojo LA Angels skušali narediti svetovni rekord z selfie stiki na enem mestu, oziroma s tem selfie stikom pravim narcisov štil, oziroma kroksi za v roko. In da jih bojo, ne, da drugačne štadione njihovo, to bejzbol ekipa niso dovoljeni, ampak da bojo 6. maja skušali. Tako da, če imate selfie stick in hočete misliti, da ste biti pripričani, da ste vsaj nekaj pomembnega dosegli z njim, pejte 6. maja v Los Angeles na tekmo. Pa še celo njega treba imeti, ker bojo oni zrihtali vse te sebek štile. Ja, veš kako varnostno, ne, kaj bi vse lahko folk noter ne pripeljal. Ja, če bi lahko selfie stike not nosili, ja. Kam gre ta Amerika, sem tom rekel. Človek še selfie stika ne more sabo na tekmo vzeti. Sam res. Zanj sem bral, to sem v bistvu hotel imeti, pa še ena moja throwaway, za weird zadeve na hiter. Sem hotel imeti, pa sem izdelal preveč depresivno, ne, ampak da za Super Bowl, ne, so delali te, ki so prodajali pivo pa hot doge, so delali za približno $13 na uro, ne? In to je kao višja postavka, ker je Super Bowl, drugače dela za $10 na uro. Pivo na Super Bowl je bilo pa $13. Tako da ti si 1 uro delo, ne? Ja. Toliko cajta, da si pač eno pivo te je pokrilo za 1 uro. Pa 71,000 ljudi je bilo v stadionu. Jesus. Ja, ker malo, zato, ker je toliko deprasta, sem rekel, to ne bo ta glavno. Tako da, pejmo, kdo je. No, ampak uno je bilo dobro. Zakonitosti trga, ne? Da je pižalc, nekaj. Ne, hočem reči, ta je bilo dobro. Zakaj bi na etiko gledali, ne? Da se na trge zgovorimo. To je res. Ne, hotel sem reči, že ti dobro je bilo tako, si rekel, da je vsaka sama na svoj pogreb uletela, tiste je bilo dobra fora, no. Bom dal link za tisto, ki se hoče več prebrati, no. Zdaj smo malo premalo o tem govorili, da se mi zdi neverjetno dobra zgodba, no. Veš, kako smo pri pogrebih, ne? To se doskrat reče. Ne štimo, ja, ko smo ravno pri pogrebih, da recimo, da enega od 50 ljudi, ki jih kremirajo, nikoli ne pridajo pobrat. Kako še enkrat povej, kaj? Vsega 50, ki ga kremirajo, nikoli ne pridajo pobrat. A to kje? Ne, ima je svetovno ali Anglija, to ne pišete v knjigi. In pa silikonski vsadki med kremiranjem eksplodirajo. Kaj? Eksplodirajo? Ja. To pa ne razumem čisto, ampak kaj? Ja, brez nesih. Ja, ok, to razumem. Pa to veste, ne, da imamo v Sloveniji eno firmo, ki se ukvarja s kremiranjem domačih živali. What? Sem imel čas tam, ko si prišel od Leclerca gor proti Dolenki, proti Dolenki, je bil tak jumbo, pač ti kremirajo ljubljenčka, ja. A što to pa da rečeš, veš, Fifi, nisi ubogov, zdaj bo pa maca srala vate. Wow, to je pa, ja, to je pa kar bad. Ne, če je za psa kaj bolj, če je kaj low of the low je to. To je kar kruta usoda po svoje, ja. Creepy, ok, pižamc, ne, kdo je zdaj, ja, pižamc, ti si. Jaz sem, ja, pa postanemo pri teh veselih, morbidnih, ne, stvareh v življenju, volitve. Ok, super. Na Havajih je nek svetnik, ne občinski, ampak neki širk, imajo te neka okrožja, je sklenil, da bo šel korak s časom in bo med drugimi družabnimi omrežji za kampanjo uporabil tudi Tinder. What? Ja, na Tinder je šel imeti svoj profil, se gleda je članek, je tudi ta njegov profil in on je pol tako... Ampak to je tako zelo optimistično, ne? Hey, you help me make a positive difference in our community, swipe right and let's talk.
this year I'm running for state senate, I bet we can find common ground on issues, bla, 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 ne. What? Ja. Vse folk ve, kaj je Tinder v glavnem. No. Možda tisti, ki poslušajo, pa ne vejo. No. Ki si te mene najdel? Ja, pa ti si aplikator. Ja, jaz sem si naredil dejansko Tinder profil, ki je narejen za to, da pač najdeš ljudi, s katerimi se lahko družiš, v narekovajih družiš. Ne? Ja. In je tako narejen, da se ti kažejo profili in swipaš levo pa desno. Ampak se nobena ženska ni hotela z mano pogovarjati, ker sem dal če pa se sam s kabli ukvarjaš. Ne, zakaj? Zato, ker ti noto vzame slike iz Facebook profila in jaz sem za profil ko mene in Uršo. Ja, vse to mi je bilo, to v bistvu, pa so mi to kolegi rekli, da v bistvu je tako zgledalo, da iščem še eno bejbo, kar je kraj kripi. Tako da, ampak ja. Glavno mi je rekel, pač, da je dal itak oba spola, ne, je označil, ker je hotel pač do vseh voljivcev priti. Ok. Da ne, to je mogoče kakšna taka, ne vem, namik, če se bo Sašo Peče še kdaj podal politiko, ne, kaj storiti. Je pa rekel, da je politiko, greva vse lahko na zmenk, ne, in on rekel, no, lahko se srečava, pa se pogovarjava o vladi, ne, in lahko pomagaš pri kampanji, kar je seveda tretja najbolj erotična stvar, ki jo lahko reče človeku takoj za imam krokse in imam selfie stick. To je res, ja. Je pa rekel, da se ga je ta izkušnja, da je v tej izkušnji spoznal, da se ženske veliko raje pogovarjajo o politiki kot moški. Šokantno. Je pa še vedno samski. To me je zanimivo, ta njegova izjava, ko je rekel, I thought the one-on-one interaction would be great, but it just leads to other things. Now I know why people don't campaign on Tinder. Tinder just has a different environment and different expectation. I learned the hard way. Dejansko je bilo the hard way, ker je tretji dan pa obupal. Na koncu piše, da je že pull the plug in da je zdaj samo še na Instagramu, Facebooku in pa LinkedIn. Samo. Mogoče si njega videl tam, ki je po parku laufal. Tale park bomo urihtali, ne? Tu so neke zelenice, ki potrebujejo. Herbalife. Zakaj sem zdaj, ko se pogovarjamo, stegnil roko in ga ponašal, ker me res si vidite. Res, naredil sem. Drugač pa Urška je še rekla v modrovalnici, da obstaja v Mariboru tudi pokopališče za male živali, to pa nisem vedel. In je dala link, Pet Cemetery, dejansko. Gledala časih knjige, mislim, filme pa brala knjige, ta Pet Cemetery. Ne, jaz sam komad poznam. Dej, zabavaš. Ja, Ramones. Ja, Ramones. I don't wanna be buried in a Pet Cemetery. Stephena Kinga nista brala? Ja. Sma. Čak, Boki, ne? Come on, še zadnja, ne? Ja, še zadnja. Ok, odkrili so na Kitajskem misteriozno so strili kosti, ki so jih pa zdaj pač po teh testiranjih, pa po vseh teh njihovih testiranjih, kako že znanstveniki povezali z eno misteriozno vrsto pračloveka, ki je živela skupaj z našimi predniki. Zanimivo se, mislim pač, še zdaj ni točno jasno, katere se vrste pračloveka so obstajale, po katerih obdobjih, to je dosta takih vprašanj pa odgibana, pa kdaj, pa kako, naprimer neandertalci naj bi pred 40 000 leti izumrli, ampak ta vrsta, ki pa zdaj naj bi bila na novo odkrita, je pa bila med nami, da rečem na narekovaj, samo 14 000 leti, kar pa ni tako veliko, se pravi, tako, da so pred našimi predniki, da so obstajali skupaj z našimi predniki, ampak ne samo to, čakaj, bom dal prvi link v modrovalnico, samo sekundo, da si lahko folk pogleda. Zanimivo se mi je zdelo predvsem to, da naj bi ta vrst, da rečem temu, pračloveka, tudi imela nekakšne interakcije z našo vrsto, se pravi z homo sapiens. V bistvu so v tej jami, kjer so odkrili te kosti, je bilo več kot očitno, da je bila ta kost namenjena nekem ritualu oziroma je bila pobarvana. Še predtem pa je bilo tudi očitno, da je bila tudi požgana in tudi z zobmi malo, kaj bi rekel temu, da je bila malo, kot da bi nekdo kot da bi jedel to nekdo kosta. Se pravi, da ne samo, da se homo sapiens v bistvu živel istočasno za to neko na novo odkrito vrstjo človeka, da so se z njimi tudi družili, da so z njimi tudi se parili, pol na koncu vsega so jih pa zgleda še pojedli.
Bogomolke. Ja, varianta. tako da je to ena taka zelo, sicer ogromno, ko se neko ogromno odprtih vprašanj, ampak je to še ena od teh mnogih zvrst pračloveka, ki je pač bila istočasno z našimi predniki. Meni se zdi to neverjetno zanimivo, ko večkrat si samo predstavljamo, da se samo ta naša zvrst nekog časa že. V bistvu 14 000 let, če gledaš tako nazaj, niti ni toliko daleč. Veš, to so te, ki jim pravijo tudi hobiti, hobitska rasa. Ja, ker ta so ful majhni. Majhni naj bi bili samo, sicer nisem videl koliko višine, ampak tam nekje do 50 kg naj bi samo imeli. Tako da so bili v bistvu precej manjši od Homo sapiensa, verjetno tudi bolj švoh oziroma ne toliko močni in so bili pač podrejeni že samo zaradi tega. Mislim, da so neki teri, če so v nas ostali njihovi recesivni geni, so se dominantno izkazali v murglah. Si nisi normalno. Ne, drugače pa sem hotel reči, pa selfie stike so imeli, če so bili manjši. Ja, obvezno. To je pač dejstvo. Ker se omenil neandertalce, jaz sem pa ravno zanj videl en članek, da pač zdaj sem mislil, da smo se ljudje, sprav zdajšnji ljudje oziroma ti naši predniki in neandertalci začeli med sebojno privlačiti in pariti in sodelovati, se srečevati pred 60 000 leti. Ampak, kar je jasno, da so neandertalci napišu, ko zaživiš go, to je bilo to je bilo huj, kot festival, kot dnevi slovenske zabavne glasbe. In pa zdaj so pa ugotovili po nekih sledovih človeške DNK v neandertalskem genomu, da smo že pred 100 000 leti začutili to živalsko privlačnost med vrstama in kar nekaj je na teh močnih čelih in obrveh. Ja, da to je za na Tinder. Ne, mislim, nekaj je to pač, da se ne moreš upreti. Da se pravi, ja. Za na Tinder. Ja, za Tinder. Označi, veš, moški, ženska, neandertalc, hobit, pri hobitu ekstra večerja vključena. Ja, dolga večer v glavnem. Ne bomo še spominjali teh ogabnih filmov. A je to? Kje smo zdaj? To je to, razen če imaš kdo kaj za dodati. Mislim, če imaš kdo kako ekstra stvar. Boki se je mal, se to si ti zdaj, pa sem jaz sam dodal, sem hotel reči, ti imaš še nekaj za reči. Pa nimaš, ama kdo tlele še na naši modrovalnici, kaj zapovedati? Da jaz prevzamem to vlogo. Ja, Medo je imel en dober joke, ki sem je Star Trek joke, pa ga ne bom sploh povedal. Tako da, tam je napisal, da so srečali 8472 in to je ena rasa. So vseeno, glavnem naprej? Ne, jaz sem hotel reči to, da sem imel še eno rezervo. V bistvu sem videl, da je en biciklista, mislim, da je bilo to v New Yorku, ni bilo na Manhattanu, pismo, kje je bilo to, mislim, da je bilo v Londonu, ali kje je bilo. Se je lotil, dal si pač GPS na svoj bicikl, Ja. In je v bistvu začel pač voziti okoli po ulicah. Moram prav pogledati, kje je bilo to, ker se ne spomnim. Moram prav odpreti ta link. Mislim, da je Anglija, zdaj pa ne vem, kje je mesto. V bistvu, če se ena, bom dal link noter. V glavnem, tip je vozil pač po mestu, in je približno 70 km na dan je naredil in si je v bistvu pač pogledal mesto in znotraj mesta po ulicah vozil po takih ulicah, da je potem to iz zraka to njegova prevožena vožnja GPS-a dala določeno sliko. A si predstavljaš, kaj mislim? Ja, to so včasih penise risali s temi. Nisem vedel, da so to delali. Moj vir zadeva je dosti švoh, če so delali penise iz tega. Jaz tam feeling, da smo mi to imeli enkrat v vir zadevah. Možno, ampak te slike, ko sem zdaj videl, so ful dobre, v bistvu, da je pač delal tudi te like iz Star Warsov, pa ne vem, tako, dosti zanimivo, bomo dali link zraven, ampak dobra ideja se mi zdi, tako po mestu je točno prevozu, približno po 70 km poprečno na dan. Pri nas se to še nikdo spomnil, da bi kaj delal v Ljubljani. Mislim, da v Ljubljani bolj malo lahko narišeš. Mogoče praprotnik nekaj delal. Če kdo Matej, to je dosti res. Tako je dan ta link zraven, To se mi zdelo tako kulno, smisel, da... Da reš pa, ker smo pri neandertalcih, sem to še hotel reči. Zdaj sem gledal, zdaj imam neko fazo, mislim, na en podcast sem to že rekel, ampak eno fazo imam, kjer gledam od Wernerja Herzoga stvari, in sem gledal njegov film Cave of Forgotten Dreams, ki je v tisti
jami v Franciji, Šumej, kako se reče, Kejvne, ki so tiste slike, unikonji, ki so na steno narisani. No? Ja. Super dokumentarc, no? Tako ker mal kičas, kako je fajn, ker Herzog meni tako hude filme dela, tudi dokumentarci njegovi so dobri, tega še nisem gledal, no? Tako da če si kdo hoče, bomo dali link, je res konkretno fajn, tako pa nori posnetki te jame so notrno. A lahko pa še samo skočim, pa povem, da se ta jama se pojavlja tudi v knjigi Modre cvetke od Raimonda Quinoa, ki je ena tako super zebansko-satirična knjiga, tip, ki ga poznamo sicer pretežno po teh vajah v slogu. In te Modre cvetke so pa tako dve zgodbi, ki se dogajata ena usporedno, ena pa skozi preteklost s preskoki, tako da se pol prepletata v sedanjosti. Zelo perfuknjeno, pa Ana Barič Moder je noro genialno prevedla s nekimi temi prevedenimi referencami pol na našo kulturo, tako da dajte to prebrati. Pred 3-4 leti pri sanjah je šla zadeva res, pa če niste prebrali Vaj v slogu, to pa sploh, to pa Aleš Berger, genialni prevod. No, zdaj, ko pa želih omenjaš knjige, moram pa še omeniti tvojo knjigo Pižamc, za tisti, ki mogoče še ne poznajo. Jaz sem danes dobil to knjigo v roke tu v Španiji. Tako da bom sam to rekel, da je mati so mi jo prinesle, in si jo moral iztrgati iz mrzlih prstov. Prstov, ne, ampak ja, že ona je pohvalila, da bi je bilo za crknito smeha. Jaz sem sam preletel, preden smo začeli snemati, sem dobil roke. Mama. Ja, sem rekel, da hitro preletim in sem se nekajkrat mogel na glas zasmejati, ko sem sam preletel knjigo. Tako da tisti, ki mogoče ne veste, slovenski klasiki od Pižamca knjigo. Ena, prosim, da poslovenski klasiki. Ena. Respect the auteur. Ja, ampak nije, mislim, kar hitro grejo, tako da dajte do najbližje knjigarne pa šprintate, se splača. No? Ja, to res. Ja, mislim, da ta teden jo boste tako malo dobili, drugače pa naslednji teden pride Ponatis. Ja, to je zdaj se pohvalil, da je Ponatis, če to ni slučajno ujel. Še zmeraj naštekam. Če se jaz 200-300 knjigic tam 2-3 mesece, ljudje pa kar. Hvala vsem res. I'm humbled. Pusko. Ok. Še kaj? Ja, jaz lahko admin povem, ne? No, dej. Podcast je valjda na mreži aparatus.si. Pejte kaj pogledati, če kakšen drug podcast. Zdaj posod plagam novi podcast Opazovalnica, kjer z Godlerjem govorimo o Star Trek filmih. Kako imaš ti plan na koncu delati podcastov hkrati? Jaz bom na koncu delal podcasta 24 ur na dan. Jaz sem to že parkrat rekel na tem podcastu. Meni je čudno, da tebe Uršaš ni pustil. Sploh ima kaj od tebe. Jaz sem zelo hvaležen. Ker me ni. Drugač pa dajte kakšno oceno podrobnostim v iTunesih, naš služen strokovnjak Vesno tvita na podrobnosti _si. Drugač pa lahko celo Aparatus mrežo tudi podprete, to naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri oziroma na /salca, tam lahko nabavite eno šalco, ki je zelo fajn, njih več dost. Tako da, če jo hočete imeti, jo kupite, ker pol jih ne bo več, nikoli. Vsaj ne v taki obliki. Vsaj ne v taki obliki, to je dejstvo. Tako da, to je več ali manj to, kar je admina. Drugač pa Pižamc, kje se tebe najde na internetu? Mafna Pizama, ali pa Pizama.net, ali pa Pizhama na FB. Odlično. Na Tinderju me pa ni. Ker nimam političnih ambicij. Lepa. Tako bi rekel, za konc moram še nekaj povedati, zato pa je ta naša klepetalnica oziroma modrovalnica cool, ne? Kaj je to, Mr. Foto je objavil nekaj video, dajte oba dva še video odpreti, prosim te, ki se splača pogledati, no. Bomo dali ta link zraven v zapiske, pa se dajte to pogledati. A ste odprla vidva? Ja, jaz sem odprl, ja. Ok, prosim, uživo komentirate, kaj vidite. A je to smešen ali ni, ne vem, moram se odločiti, ker je traktor in ljudje, ki obirajo jagode, ampak se ne vem. To je pomoč mehanizacije, ne, veš, koliko je lažje to delo. Boki, kje si pa ti na internetu? Jaz sem pa Boki Nahvar, Twitter, to je to. Odlično, jaz sem na Twitterju Afnanzeto, tam nam tešte. Mi gremo, zdaj, ker so samo mi dva ostala, ker je Pižamca ven vrglo. Čak, samo, jaz bom samo še rekel hvala vsem, ki so poslušali, ki poslušate, hvala vsem, ki ste sodelovali v modrovalnici.
Pa hvala vsem, ki podpirate mrežo Aparatus z Anžetom, nama res ogromno to pomeni. Full thanks. To je full res. Jaz bom rekel 3-4 zdaj in bo oba dva rekla drevesni jastok. Tako da 3-4 zdaj. Drevesni jastok. Drevesni jastok. Ja, tega ste čist bogi prek Skype. Ajde, folk, jaz bom tudi live scanslal, tako da...